Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. V tokratni oddaji gostimo županskega kandidata Boštjana Pocepka, živjo. Zdravo. In dolgoletnega občinskega svetnika Primoža Jevšovarja. Dober dan, 4-letnega. 4-letnega? Ja. A prej nisi bil? Ne. Aha, si pa veliko delal na področju Slovenske ljudske stranke. To pa res je. Tako, se oproščam. Glede na to, da se v zasebnem življenju tikamo, predlagam, da tako stane tudi v tej oddaji, če se strinjate. Se strinjava. Ja, tudi za župana si že kandidiral, ne? Ne? Tudi to ne drži. Za poslanca pa ne? To pa že. Govorilo pa se je, ne, da morebiti pa bi se tokrat spustil v to župansko funkcijo, ampak si našel boljšega kandidata. Kako? V stranki ste našli boljšega kandidata? Drži, jaz vedno poskušam iskati znotraj te skupine ali pa rekel tudi malo širše ljudi, ki so boljši za posamezno zadevo. Zakaj ne? Govorilo se pa veliko. Se v Zagorju se stalno govori. Zdaj v zadnjem času še posebej. Seveda, ne, si sin Slavka Jevšovarja, ne, ki pa se je preizkusil na vseh teh kandidacijskih listah, pa tudi dolgoletni občinski svetnik je bil, ne. Še sodeluje kaj? Ja, to kar težko zanikam in sem zelo ponosen, da mi je ata predal kar nekaj te zgodovine. Bil je ustanovni član Slovenske ljudske stranke takrat v enih časih, ko še ni bilo tako enostavno se iti politično stranko, ker vemo, da je bil prej čist drugačen sistem. Oče se je še vedno, bom rekel, simbolično tudi dal kandidirati na listo, sicer na zadnje mesto, tudi nekako z tem, da pokaže, da podpira celo zadevo. Čeprav, ne, Primož, se lahko zgodi, da kdo, ki je na zadnjem mestu na listi, ne, lahko s preferenčnimi glasovi pride tudi na prvo mesto, ne, pa postane občinski svetnik. Drži, ampak tega ne omogočajo čisto vse politične stranke oziroma ne promovirajo. Mene kar nekako žal za to. Zakaj pa bi bilo potrebno, da so občinski svetniki vedno tisti, ki jih izbere neka politična stranka, vrh stranke in da se grejo po zaporedju? Vsaka politična stranka ima možnost odpreti ta mehanizem preferenčnih glasov. Žal smo v zgodovini to delali samo pri nas. Ampak je prav, da se na tak način kandidati imajo možnost, tisti, ki imajo podporo lokalne skupnosti, ljudi, lahko z katerega koli mesta pridejo v občinski svet. Mislim, da je to ena zadeva, ki bi jo mogli mnogi dati, pa se ne bati tistih, ki imajo podporo ljudi. Preden damo besedo še sogovorniku, par besed o zgodovini Slovenske ljudske stranke v Zagorju, ne. Svoj čas ste imeli manj občinskih svetnikov, pa potem spet več, ne. Župana še niste imeli. Kako je bilo v tem zadnjem mandatu? V zdaj tem iztekajočem mandatu smo bili druga najmočnejša svetniška skupina. Iz ljudske stranke smo bili tukaj 4, zelo dobro smo tudi sodelovali in v bistvu je bil v svetniški skupini tudi Sašo Vučko, ki zdaj kandidira tudi pri nas. Prej pa bil na listi Marjana Šarca. Ja, LMŠ lista je bila, ampak smo zelo, zelo dobro sodelovali, tudi z nekaterimi drugimi. Pač je tako, ne. V času, pred leti imela ljudska stranka tam enega, maksimalno 2. Velik prehod je bil na prejšnjih volitvah, ko smo dobili 4, čisto malo nam je sfalilo za 5. In mislim, da bo pa še večji prehod pa na letošnjih volitvah, ki pa pričakujemo kar konkretno zvišanje. Zakaj pa ste bili po vašem, pa po tvojem prekratki pri tem, da bi kdaj dobili župana doslej? Zdaj tako je. V Sloveniji je sistem narejen na način, da če ga aktualni župan ne serije po domače, po zasavsko, preveč ga ljudje pač nekako obdržijo. Vejo, kakšen je, poznajo ga z vsemi napakami. Ima nekakšno izhodično prednost? Seveda. Ima, bom rekel, če drugega ne, zelo veliko denarja, s katerim upravlja in ga lahko tudi po svoji volji deli okrog. Ima veliko moč z lokalnimi mediji, zlasti, ki jih lahko tudi financira direktno, in verjetno nekdo, ki živi od nekega župana, tako po domač povedan, bo zelo težko najde kakšno kritično besedo o njem. Marsikakšna zadeva se pač tudi pomakne pod preprogo iz tega razloga. In nekako volivcem ali pa občanom ostane le posnetek seje občinskega sveta, ki pa so dolge, ne, in
je kar precej težko vztrajati 2-3 ure pa spremljati to, sploh če nisi zelo zainteresiran. Ne. Zdaj pa, če bi bili pa mediji, tudi lokalni, majčkeno bolj neodvisni, bi pa več prišlo tudi drugih stališč verjetno v medije. Drži, seje občinskega sveta v Zagorju so po domače povedano dolgočasne. Zakaj? Zato, ker je vse zmenjeno že pred sejo. Zakaj? Zaradi tega, ker ima pač ena stranka, v tem primeru Zagorje gre naprej, večino, oni se usedejo na sestanku in gladko kot glasovalni stroj preglasujejo vse ostale politične skupine v Zagorju. Meni se zdi, da to ni prav demokratična zadeva. Pravilno je, ne glede na to, kdo je župan, da je občinski svet sestavljen različno, da se ljudje pogovarjamo, da poskušamo tudi različne poglede soočiti na seji, ne pa da je seja samo formalnost. No, Primož, ti si Zagorjan, čeprav tu, kjer zdaj živiš, je že malce diši na podeželje. Boštjan, ti pa si ven iz centra, ne? Zdaj, ko jaz poslušam Zagorjane, ki so Čane, iz Lačane, pa tudi koga iz teh vasi, reče, vse se nekako dela v centru, na nas se pa dostikrat pozablja. Zdaj ti prihajaš iz Šentlamberda, kako je? Se res pozablja? Se ne naredi toliko, kot bi se lahko? Ja, glejte, to, kar ste rekli, dejansko drži. Kar sem rekel, ne? Kar ste rekel, se tikava, ne? Pravičujem. To, kar ste rekel, drži. Problem nastane, ker vemo, da vsi občani, občanke potrebujejo cesto, vodo, primerne pogoje za šolanje otrok, da se otroke pripelje varno v šolo. Mislim, da to pravico imajo vsi, oziroma tukaj ne bi smelo biti vprašanj. Moram pa reči, da tukaj se delajo razlike. Se čuti to? Se čuti, se vidi na terenu. Imamo tudi primere, ko so družine, imajo invalidnega otroka ali pa so starejši, pa imajo res grozne ceste, v katerih se komaj da pride za avtobus s traktorjem. In tudi zato nekako kandidiram in moja glavna naloga je, da so vsi enaki. Ali živi v centru ali na vasi, vsi imajo enake pravice. Dobro vemo, da občinska uprava funkcionira na račun javnega denarja, ki je od vseh, in zato je tudi prav, da je za vse poskrbljeno. Je pa tudi nekako taka nepravilna izbira teh projektov, ne. Ti projekti, ki se odvijajo po podeželju, ki ga imamo res veliko in je res najlepše v osrčju Slovenije, lahko rečemo, da je nek biser, ki ga pa tudi daj ne vidimo, ker smo ga navajeni, moramo iti malo ven pogledati, da vidimo, da je res lepo pri nas. In mislim, da s temi projekti oziroma realizaciji infrastrukture na deželi bomo obdržali ta podeželje takšen, kot je. Drugače bo pa postal gost. Morebiti se to, kako lepo podeželje imamo, zavedamo izpred 2 let, ne? Ko je bila ta korona, ko smo bili nekako zaprti na meje občine, in sem tudi jaz sam kot tekač pogosto srečeval po teh vaseh tiste, ki jih, mestne ljudi, ne, ki jih prej mogoče nisem. Tako da verjetno smo spoznali tudi podeželje občine Zagorje in opazili, ne samo tekači, kako res slabe ceste imamo, ne. Ja, glejte, jaz sem bil predsednik krajevne skupnosti 8 let in čez vsa ta leta sem prišel do spoznanja, da bi s kakšnim asfaltom več tudi zelo zmanjšali stroške vzdrževanja makadamskih cest, ker je veliko teh nalivov zdaj in pride do tega, da je treba non-stop sanirati, ne, in dejansko s temi sanacijami bi že pokrili samo asfaltiranje, ne. Tako da mislim, da tukaj, če bi malo matematiko vklopili, ne bi bil tak problem, da na kratki rok bi se to povrnilo, ne. In dostikrat imate, ne, predsedniki krajevnih skupnosti pa svet krajevne skupnosti kar malce zvezane roke, lahko poslušate, ne, krajane, ki vam povedo,
kaj vse ne štima, ampak denarja pa nimate na razpolago. Ne? Ga je treba spet pridobiti preko občinskega sveta pa občinske uprave. Ja, jaz sem čez vsa ta leta videl, da nekako je tudi kar malo mačehovsko, da moramo mi skrbeti za samo infrastrukturo, glede na to, da nimamo sredstev, da jih ne moramo regulirati. Kriv je pa predsednik krajevne Ja, skupnosti. glejte, ponavadi, meni ne? telefon zvoni, Ja. pa so ljudje živčni. Meni je pa tudi hudo, veste, meni je hudo, da ne moramo cest zrihtati, pa da nimajo ljudje pitne vode. Predstavljajte se, da je družina pa kliče suša, ja nimamo vode. Ne. Mislim, take zadeve so meni v teh letih največ energije pobrale. No. In to je tudi zato sem se odločil, da bi nekako lahko naredili en meril ali karkoli, da bi se dal to rešiti. Ne. Da bi lahko kot župan kaj več Vsekakor. postoril tudi za krajevne skupnosti. Gremo še malce nazaj. Zdaj, v kakšni družini si pa ti odraščal? Na podeželju, ves čas Ja. Gotartu? V Šentlambertu. Šentlambertu, pardon, ja. Ja, Šentlambert je nekako center naše krajevne skupnosti. Včasih je bila Šetirna zraven, ne? Tako ja, to so potem pred mojim prihodom delili, ker mislim, da je bilo tudi malo brezsmiselno. Saj povezovanje je ključno, ne pa, da se gre na razen. Ne. Če kar podpiram, da bi bili skupaj, smo na eni planoti. Prihajam pa iz Jablane, to je pa še vasica, ki je malo višja in je zelo lepa in sem ponosen na njo. Kmečka družina? Kmečka družina in sem mu od malih nog pomagal na kmetiji, nisem pa zanemaril lokalne skupnosti oziroma delovanja v društvih, kot je gasilsko, športno, najbolj pa pri lovcih, ker je pa hišna tradicija in sem tudi zelo ponosen. Kako daleč pa seže ta hišna tradicija na področju lovstva? Ja, meni je bilo to vedno zanimivo poslušati mojega pokojnega deda, ko je njegov oče, se pravi moj praded, Kako mu je bilo dedo ime? Jože. Jože Odcepek tudi? Tako. Drugač je bil Jožef, ne sam, je rekel, da smo ga Jože klicali, ko so ga vsi klicali. In njega oče je bil pa, moj praded je bil pa Štefan, je bil pa ustanovni član 1954. In takrat je bil ta prehod, vemo, da so včasih lovili za preživetje, ki ni bilo mesa, hrane. Potem je pa to nekako ena taka lepa kultura, se zapeljala naprej vse do danes. In tudi sam postal predsednik. Kdaj si pa postal jager, rečemo, ne? Lovec? Ja, Pa zakaj? mislim, da to vsega čisto otroštva, ko sem bil res še majhen in ko se je moj oče ali pa moj star oče, deda, pravil na lov in sem čakal doma, ko se je vrnil, je bilo kaj, ali ni bilo nič. Ne? Pa velikrat ni bilo nič. Ta veselje je vedno bil, no? Vedno, ko sta odhajala na lov. Včasih tudi nahraniti živali, ne? Seveda, lejte, saj mi rečemo na lov, tukaj zraven pa spada veliko stvari, sploh v današnjem času, ekologije in tudi upravljanja s škodami, imamo tudi nadzore po lovišču zaradi kakih drugih zadev, mislim, da smo kar velik člen v skupnosti. Pa tudi v osamosvojitveni vojni, ne, so lovci prišli še kako prav, ne, prvič oborožitev, drugič pa teren so poznali, ne, pa ga poznate, ne. Glejte, to je, tako bom mogoče še v naslednjih kakšnih debatih omenil, ne. To lovci smo res tisti, ko smo na terenu in tisti najbolj vemo, kako stvari tečejo, ne. In takrat smo ravno pred kratkim gledali lovski družini zapisnik, kako so se na sestanku pripravljali na 10-dnevno vojno. So imeli prav priprave in so tudi vse imeli razporejen, kjer bo vodil zadevo. Zanimivo, no. In če bi se Zagotovo je pa tudi JLA vedela, ne, da imajo lovci doma orožje. Ja, seveda, In lejte. so bili potencialni sovražniki že preden se je sploh začela vojna, ne. Orožje pa prednost domačega terena. Pa znanje, tudi kaj zadeti, ne. Seveda. Malce v šali, ne. No, druga tradicija je pa gasilstvo, ne. Tudi daleč nazaj seže. Ja, gasilstvo je tudi še starejša, ne, vemo, dejavnost v kraju pri gasilcih. Sem zdaj bolj podporni član, v mladosti sem pa tekmoval za ekipo,
pa sodeloval na raznih akcijah. Je bil že oče tudi pa... To lete, na vas je pa tako, da smo vsi gasilci, to pa je vsak, ne, vete, ker... To nekako ostane, ne, če gre, tudi kot tisto, ne, če v družini oče ali pa mati bereta knjige, potem tudi otroci, ne. Vete, to je ena vrste kultura, Ja. tisto, no, in to ni nič slabega, ker povezuje ljudi, si znamo pomagati en drugega poznamo, ne, tudi, ker tudi to je danes problem rata, ne, marsikje, ne. Tako da take stvari, ko bom župan, bom podpiral zelo. Dobro vemo, kakšen čas igrajo, da narava je postala, vemo, takšna, kakršna je, kdo pride pomagati, gasilci, društva. In na tem področju ne smemo nikoli šparati in mislim, da lahko še več naredimo, kot do zdaj. Kaj pa šport? Omenil si verjetno nogomet, kaj drugega? Ja, tukaj v Zasavju je bolj ta mali nogomet razvit. Sploh? Futsal. Šentlambert, ne? Ja, lejte, Šentlambert, Gamsi. Marsi, ne? Pa Marsi še prej. Ja, mislim, da tukaj še kar naprej se zelo dela, pa ni to tukaj v športi, je tudi v druženju, ne. Ja. Si ti tudi sam bil nogometaš, ali pa si še? Jaz sem še zdaj... Jaz sem zdaj že malo v penziji, ne? Ja, vidim, da si malo v zgodovino posegal sam. Ja, moja generacija, ne? Moram pa reči, da so ti ljudje še vedno aktivni, no. So. Tudi v veteranskih ligih in tudi mlajši še povprašajo po nasvetih, tako da to laufa naprej, po domač povedano. Zdaj, na kmetijah se je ohranjala tudi slovenska kultura pogosto, ne? Zdaj je kje zaigrala kakšna harmonika, se je kdo kakšno narodno nožo oblekel, veliko se je pelo ob godovih, ne samo ob rojstnih dnevih, če sploh še kdo ve, kaj so to godovi, ne? Kako je bilo pa to v tvoji družini, tej primarni? Ja, jaz moram reči, že nekako sem že tu kasneje se rodil, da sem že v tistem prihodu bil, se kar začel ta kmetijstvo malo bolj intenzivno prebujati, pa ne bi to rekel, da se je zelo nekako pospeševalo, ampak potrebe za predelavo mleka so bile čedalje večje, da se je dalo preživeti in moram reči, da moje otroštvo je bilo zelo delovno. Kakšno kmetijo ste imeli doma? Ali pa še imate? Ja, kmetijo ima zdaj brat in je nekako tudi prevzel, ima tudi podjetje z gradbeno mehanizacijo in je tudi prilagodil samo kmetijstvo temu, da ni veliko dela, ne. Lahko bi se marsikaj več tudi ven naredil iz tega, sam vemo, da takšna, ki je danes politika, ne, da ni kakšnih možnosti, da bi bil razcvet te samooskrbe, da je to in nekako stagnirajo zadeve. Zdaj, včasih smo bili Slovenci krompirova dežela, ne? Zdaj so krompirove počitnice, ne? Zdaj pa, kolikor vem, ne pridelamo več niti za samo potrebo, ne? Dovolj samooskrbo, dovolj krompire, kar je žalostno na nek način. Sam, po drugi strani pa tisto, kar je še bolj žalostno, odkupne cene so tako nizko, da se kmetom skoraj da že ne splača, ne? Lejte, bom rekel Lej, tako. Ja. Mene to zelo boli, ta samooskrba, ne? Vemo, da so včasih po dolinih imeli kaj za sebe, veliko več teh gred ali pa tudi kakega prašiča v kaki barak ali pa karkoli, ne. Zato se pa je reklo v Kisovcu pri repniku, ne. In jaz dolgo nisem vedel, zakaj pri repniku, ne, na repniku. So sadili repo za prašiče, ne. Vete, repa rab veliko vlage, na repniku je močna zemlja, vemo, da plazovi pa vse in tam repa debela rasa, ne. Ja, tako. Tako da Vse tisto pa tudi poznaš v debelem krompirju, ne? Kdo ga ima, ne? Ja, to ne bo. Ja, mislim, da na tem področju se lahko veliko naredi, ne. Samooskrba je pa res. Pa tudi v sami občini Zagorje, ne? Jaz bi gledal lokalno. Jaz se ne bi oziral in mogoče, hočem, da bomo vzgled ostalim. Zakaj bi vedno posnemali druge, dajmo mi biti prvi, pa narediti nekaj, ko bo drug od nas posnel. Vem, da se je pred leti, ko sem bil še na ETV-ju pa v EVJ-ju, dolga leta prizadeval s temi ekotržnicami Janez Vidmar, ne. Vse, kak dan je to zaživelo, ampak zelo prijelo se pa ni, kar je žalostno, ne. Rajši gremo v kakšen trgovski center, ne, kupimo robo sumljivega izvora, kot pa od lokalnega kmeta, ne. Mogoče malce draže, ne, ampak doma pridelano. Zdaj je malo drugače ratalo, ne.
Zdaj ta trgovina ne več poceni. In Ja, zdaj pa v res teh ne. cajtih lahko domači kmetje konkurirajo. Treba jih je sam prebuditi. Ti domači kmetje imajo v glavnem zdaj si službe in noben sploh nima zanimanja, da bi obupani so. Ne vejo, da lahko. Ne? In kot občinska nekaka pomoč bi bila to vzpostavitev. To moji ključni ljudje, ko bi to speljali. Ne? Zdaj, kako to speljati, vemo, začeti je vedno težko. Ne? Mislim pa, da stvar pije vodo. Glede na cene hrane v trgovinih, bi lahko to domače predelano hrano konkurirali trgovinam. Šolam mogoče. Šola je prva zadeva, ko se da dobro spostaviti zadeva. Ne? Pa nekaj jih imamo v zagorski občini, Seveda. tudi srednja šola. Ne? Tukaj se bi dal veliko narediti in problem bo nastal, zdaj ti kmetje, ko so po teh hribih. Oni hodijo v službo, da investirajo v kmetije, da se ne zaraste. Prije mlajše generacije, kalkulator v roke, se ne splača, bom prodal, bom dal v najem, bom pustil, naj se zaraste. In mi imamo zdaj zadnje trenutke, da to preprečimo. Kako preprečiti? Spodbuditi kmete, samooskrbi, jim pomagati in ko bojo speljali, bojo nam tukaj veseli, ljudje pa še bolj, ko bojo boljšo hrano jedli. Jaz se spomnim, recimo celo življenje že gledam proti Čevšeniški planini. Ves čas je bila gola, res planina, zdaj pa že skoraj zaraščena. Ne? Dobro, saj je res zelo strm teren, ampak včasih so kmetje to kosili. Ne? Zdaj očitno ne več. Ne? Ne, Tam gor bi lahko pasli, ne? Zdaj poglejmo planine, Velika planina, Menina planina, posod pasjo in tlej, tudi na Čevšeniški, če bi bil en majhen pašnik tam, pa da bi se paslo, pa bi bil vedno pašnik, pa bi bil gol, pa bi bila zgodba za turizem. No, sej, ko si pa že pri turizmu, ne, seveda moramo omeniti Medijske Toplice. Žalostno je, kar se je zgodilo. Imeli smo tudi bazen Selo, ki pa je bil v upravljanju občine, torej komunale, torej bil naš. Ne. Če že Medijske Toplice smo izgubili, pa niso bile več naše. Imeli smo tudi pokriti bazen v domu starejših občanov, da so vsaj tam se lahko otroci naučili plavati, ne, opisnevanje. Zdaj tega ni. Imamo Valjva Zorja, ne, ampak bolj kot ne, sam kakšno ulico, grad propada, ne, pa tako svetovno, pa evropsko znano ime, da ne govorimo o gradu Gamberg. Meni je prav žal, moj sosed Marjan Klančnik, ki je veliko na tem področju naredil, je žal pokojni. In potem se kar ustavilo. Ne. Se da tukaj narediti? Meni je to zelo žal, da smo na tem nekak štadiju, da stoji vse skupaj in, kot sem že prej omenil, ta biser, potencial turizma ne izkoristimo. To nekako smo kriv sami, oziroma ta politika, ko se dogaja. No. Mislim, tukaj ne morem mimo tega, ker sem danes zjutraj se pogovarjal z nekim kolegom in pogledal na Google Earth, ki je bil v Logarski dolini, pa mi pokaže tam eno hiško, kako rečeš, da je za prespat, ne, tukaj, ne, za konca, za čez noč, brez zajtrka. Ne. Pa jaz rečem, to je 100 evrov, ne. Ja, je rekel, 600 evrov. 600 evrov. Mislim, jaz pred pomislim, ko imamo mi imamo za prespat. Gor pa 600 evrov pokasirajo. Mislim, mi imamo veliko potencijala, ogromno. Samo vsak, ko se strojan pripelje, ko vidi te medijske propadle, ne, ga krmino vse skupaj. Ne. No, jaz se zdaj vrnem teh krompirjevih počitnic iz Moravskih Toplic, ne, in seveda jaz veliko tečem, ne, ali pa kolesarim in to je neverjetno, kako kraj živi z turizmom. Že če samo infrastrukturo pogledaš, seveda je tam ravnina, ne, ampak na obeh straneh pločnik. Če sta na obeh straneh pločnika, je potem tudi prehod za pešce. Ne. Zdaj, kako se ni nič načrtovalo v zagorski občini v zadnjih desetletjih, ne? Tudi okrog Medijskih Toplicah, se še avtobusne postaje pokrite ni, ne? Ni pločnika, da bi lahko nekdo, turist šel varno, no se tega ni, ne? Ampak ta načrtovanje omanjka. Ne? Tukaj jaz ne vem, kakšno načrtovanje sploh je, ker mi zdi, da ga ni.
da se kar skače z enega konca na drug konc. Primož, kakšno je pa tvoje mnenje o teh temah, ki so jih nekako odprla? Ja, neke resne politike okrog turizma ni bilo. Mi smo pripravili program, ki se mu reče Biser v osrčju Slovenije. To je žal edini političen program v Zagorju. No, jaz še nisem videl, da se daje drugega, mi smo ga imeli tudi nazadnje. In tukaj smo postavili na prvo mesto razvoj turizma. Ker je točno to, kar je Boštjan govoril. Mi imamo dejansko več potencijala, kot ga imajo veliki. Če povzamem tisto, kar župan veliko govori. Pa ne bom rekel, da je bilo vse slabo narejeno, ampak preveč stihijsko se dela, pa brez ene resne rdeče niti. Ali pa za 30 let naprej, ne? Ja, drži. In to ni nujno samo te slavne medijske tablice. Zdaj, jaz iskreno upam, da bo nekaj iz tega. Da ne bo ponovno ostalo samo pri lepih fotografijah, pri tablah, ki jih postavljamo pred vsakimi volitvami. Razvoj medijskih tablic bi lahko bil en center. Ni pa to generalni cilj občine. Prej si povedal, grad Gamberg, Valvazor. Mi imamo takšno bogato zgodovino in tukaj bi morala občina poseči vmes in ne pustiti, da to propada. Mi se bomo v naslednjem mandatu zelo, zelo močno borili, ne samo, da bomo te ključne zadeve prodali, ampak da jih bomo potegnili nazaj na občino in da bo občina odigrala ključno vlogo pri vzpostavitvi ene take klasične, tradicionalne, zagorske, kulturne poti. Mi ne potrebujemo biti nekaj drugega. Zdi se, da ko pogledaš Zagorje, vsakič poskušamo biti podobni nekemu velikemu mestu, nekemu, govori se, na ta način. Ampak pozabljamo pa na tisto, kjer smo resnično edinstveni, kjer imamo zgodovino, knapovska zgodovina, Valvazorjeva zgodovina. Zakaj to ne potegnemo ven? Da ne govorimo o Prašnikerju, ne? Drži. Ljudje začutijo, kdaj je nekaj pristno, pa kdaj ima neko tradicijo, ob enem pa tudi začutijo, če poskušaš biti nekaj, kar nisi. Ne? Lej, Primož, in če malce skočim na sosednji občini, v Trbolah imajo nekaj ohranjenih teh rudniških stanovanj oziroma stanovanj še industrijskih, recimo, ne, da si ga še lahko pogledati. Potem Prometeja, ne, tudi nekako rudarja spominja na rudarsko dediščino. Potem v Hrastniku se lahko v rudniških rovih, ki so ohranjeni, dogajajo stvari, tudi recimo festival uporniške pesmi, Jamatloni. Vse to bilo tudi v Zagorju, ne, pa se ne spomnim za eno ohranjeno stanovanje, ne, ki bi spominjalo na čase iz rudarskih časov ali pa steklarskih časov, ne, vse steklarne je bila tudi to, da ne govorimo še dlje v preteklost. Ne. Ja, mi smo se zasuli pa podrli. Tukaj je enostavno. Ne? Zdaj pa bi, ne vem, ponovno skopali ven in naredili. Govorim o tem stihijskem obnašanju. Ne? Pa postavimo neke tribune tam, kjer so sicer lepe, ampak vemo, koliko so funkcionalne. Nasproti Špara, ne? Pa na drugi strani delamo Evropark, kjer je lep. Še enkrat, veliko je bilo narejenega v teh letih. In to ni naredil samo župan. To smo naredili vsi, ki smo sedeli v občinskem svetu, ker smo podpirali vedno dobre predloge. In ko poslušamo večkrat kakšne očitke, ja, tam ste nam nasprotovali, tam ste nam nasprotovali, mi smo zelo jasno povedali, vsakič posebej, ko so bili dobri projekti. In smo jih tudi podpirali od posamezne izgradnje. Smo pa zelo jasno tudi povedali, kje grejo stvari v napačno smer. No in kako se vam zdi, da tebi tudi, pa tudi Slovenski ljudski stranki pri tem umeščanju kolesarske steze Primoža Rogliča? Jaz sam sem bil recimo zgrožen, mi imamo dom starejših občanov na Izlakah, ne? Tam imamo en kup, mislim, kar nekaj oseb, ki so na vozičkih, ki se težko gibljajo, seveda tudi blokarji, ne? Hodijo za blokom, tam bo zdaj speljana kolesarska pot in po odgovoru občinske uprave, ko sem jih zaprosil za odgovor, zakaj ni zgrajenega še pločnika, ne? Lej, za 5 let bo tam prepovedano
peš, hoja samo za kolesarje, ne? Ker so pač evropska sredstva, ampak sej bi pa lahko občina investirala, ne vem, 50 metrov še pločnika. In kje bodo zdaj? Jaz verjamem, da bodo hodili kar po kolesarski. Sem kaj pa, če pride do nesreče? Ja. Da ne govorimo, kolikokrat bo kolesarska pot sekala regionalno cesto, kjer je tudi na mestih, kjer je promet omejen na 90 na uro. Lej, mi smo podprli gradnjo kolesarske staze. Zakaj? Zato, ker smo kar precej evropskih sredstev dobili. Ne? 5 milijonov evropskih sredstev, 2 milijona lastne porabe. S tem, da sem jim pa jaz, ko so nam to predstavili tako, od danes na jutro, zdaj pa kolesarka, 7 milijonov, sem rekel, v redu, ampak prosim, ne naredite istega, in to sem na seji občinskega sveta povedal, kot delate z vsemi velikimi projekti. Takšna je vrednost, potem bomo pa mi že z aneksom zraven dopolnili. Veste, ker aneksov pa ni, za anekse pa ni evropskega denarja, bomo pa vsem mi plačali. In kako je lahko kolesarska steza ključen projekt celotnega Zagorja? Dajmo biti iskreni, koliko pa mi imamo kolesarjev? Ja, jaz podpiram to, vedno sem stremel k tej zeleni tranziciji, zelenemu prehodu, ampak zelo malo ljudi bo s kolesom hodilo v službo, pač ni pravi teren. Na drugi strani imamo pa kolone in kolone ljudi, vsak dan ob 6. zjutraj proti Ljubljani, Celju, ki grejo v službo. In zato je Boštjan danes zamudil na snemanje, ne? Ja, Iz prostega razloga, ne? Samo semafori, ne? Dobro, vse se gradi, ne? Se to človeka razveseljuje, ampak tudi sicer je ta pot, selitev naroda, jaz pravim, ne? Iz Zagorja v Ljubljano. Mene to res škoda, no. Dejansko vožnja ne pomeni stran vržen čas, ne. In da se mora tukaj ljudi vsak dan strojane pomikati po kruh v Ljubljano, je dosti žalostno. Ne. In tudi ta stvar je takšne razsežnosti, da na hitro se ne da popraviti, na dolgi rok pa vsekakor, da bi lahko s podporo mladih podjetnikov, inkubator za mlade, cone različne, se da umestiti, ko vemo, da imamo sred oziroma na obrobju Zagorja cone, ki so prazne, ki je en kamion gor parkiran, pa je ena hiša na sred stoji, kakorkoli. Mislim, da je to zelo žalostno in tisti, ki se pelje tukaj mimo, vidi, da nekaj ni v redu. Zakaj si se ti pravzaprav spustil v to kandidaturo za župana? Zdaj, Matjaž Švagan velja nekako za nepremagljivega, ne? Vsaj doslej se je tako pokazalo. Kaj lahko ponudiš več kot on? Ja, jaz bom tako rekel, da od malih nog spremljam Zagorje, razvoj Zagorja, se še spomnim teh rudniških objektov, ki so bili ta most pri današnjem Šparu. Moram pa reči, da ta čas je bil čas zdajšnjega župana in v tem času ni bilo kakšnega preporoda oziroma svežega vetra po novih podjetjih, da bi jih pripeljal oziroma da bi obstala pri nas. Vemo, da nekatera so bila, pa so šla iz Zagorja. In jaz vidim ta potencial. Mi oziroma jaz imam vizijo in s takšno ekipo, ko imamo tudi kandidate na občinskem svetu, z veseljem kandidiram, se ne bojim in se ne oziram na ostale stranke. Mi imamo svoj program, svojo vizijo, mi bomo delali za ljudi. Jaz bom vedno podprl tistega, ko bo dobro naredil za ljudi, ne glede na to, kdo je, tudi lahko rečem, kaj dela, in nekako pri meni bo vsak uslišan in tudi vse ideje od ljudi bojo prišle do občinske uprave in tudi kjer bomo povedali, ne boste dobili, Ker se ne da. ker se ne da, ali pa denar bomo namenili za pitno vodo neki družini. Mislim, treba se zavedati, da te sredstva javna so od nas vseh in, kot sem že omenil, treba je delati pametno, racionalno. To bi tudi poudaril, da ti projekti, veliki, ko so,
da jih je res treba pod drobnogled vzeti, pa res čim bolj racionalno narediti. In bo tudi kakšna cesta, ki je zraven padla. Glede na to, da si pred časom postal tudi oče, ne, to je čist neka nova izkušnja, je energije pa še vseeno dovolj, ne? Ali Ja. še toliko več? Moram reči, da to me je zelo dvigal, pa tudi, da me partnerka podpira pri vsem tem. Moramo vedeti, da ta politična aktivnost zažira družinski čas in kljub temu me podpirata oba in tudi sam zato imam še več energije. In tudi nekako si mislim, da me ta volilna kampanja, da me bo zmozgala, pa dobivam energije, ne vem iz kje. Sem zelo, kako bi rekel, pozitivno, nekako sploh nisem utrujen. Me kar nekako dviguje in zelo z veseljem spremljam dogajanje v volilni kampanji in tudi se veselim vsakega dne in predstavitev programa, liste kandidatov, kateri so ključni pri samem upravljanju. Tako da ta zgodba, ko se bo naredila, bo res lepa in to bo dala energije tudi za časom naprej. To je pa prav, ne, da Primož predstavi listo. Ne. Zdaj, glede na to, da je 25 imen, kar precej veliko, ne, pa da imaš to na listku, je verjetno boljše, da malce poškiliš, ne, na listek. Drži. Da noš koga izpustil, ne? Drži. Prosim za predstavitev liste. Ja, evo, pa bom res, mogoče si dam tole v spredje. Naša lista se sicer res imenuje Lista Slovenske ljudske stranke. Gre pa za zelo, zelo širok spekter ljudi z različnimi svetovno-nazorskimi pogledi in jaz sem vesel, da je tako. Vesel sem, da smo uspeli enostavno potegniti na sebe ljudi, ki se v Zagorju res ukvarjajo SNG, da bi nekaj naredili in so aktivni. In ko so ljudje videli listo, so rekli, opa, zdaj bo pa nekaj drugače. Kajti to so res, bom rekel, to je nekaj nov, nekaj, kar v 30 letih še ni bilo. Pa mogoče kar predstavo od začetka do konca. Prosim. Vsi 4 aktualni svetniki nastopamo, torej poleg mene, z Boštjana so si malo porazdelila, ker so na začetku govorila, sem rekel, v redu, ti si bolj primeren za župana. Jaz imam še večkrat večje podjetje, še par drugih inštitucij vodim zraven. Boštjan je pa res, se mi zdi, da bi to delo z neko tako mladostniško srčno zagnanostjo. Ampak so se potem tudi dogovorila, da bom pa jaz nosilec liste, tako da oba dva nekako skupaj predstavljava in mislim, da naj je to še dodatno in povezali in celotno ekipo povezali. Marijo Oven zelo dobro poznamo, naša aktualna svetnica, velike v zdravstvu dela, ena zelo pomembnih ljudi v zdravstvenem domu Zagorje. Potem Boštjan, sledi Tanja Brajer. Ona je skrbnica sistemov v eni farmacevtski firmi, prihaja pa iz liste Naše dežele, nekdanje liste Aleksandre Pivec in je bila njihova koordinatorka. Zelo sposobna organizacijsko, prihaja s Kolovrata in je postala v bistvu iz Handersa, en ključnih ljudi tukaj znotraj pri tej listi. Tudi veliko računamo na njega. Nadaljujemo s Sašom Vučkom, vemo, predsednik krajevne skupnosti iz Izlake. Izjemno sposoben, izjemno deloven človek, mislim, da je za Izlake veliko naredil. On je bil nosilec liste Marjana Šarca, ampak smo pa vedno skupaj sodelovali in zelo, zelo vesel sem, da se je pridružil naši ekipi. Marjeta Hribar, to bom rekel, da jo ne pozna samo Zagorje, Slovenija, ampak mrzkdo tudi iz celega sveta, oziroma bom rekel, iz te celebrity scene, kaj ti gre za nekoga, ki po mojem mišljenju ključno vpliva na to, kakšno identiteto Zagorjani nosimo navzven. Ona ima podjetje Kolmi, izdeluje svetovno priznan nakit iz kulma, iz premoga. Mislim, to je ideja, ki bi jo mogli v Zagorju razširiti. Nekaj, kar smo imeli samo mi, kar imamo samo mi, nas more predstavljati navzven. Žal je Marjeta povsem spregledana lokalna artistka oziroma zvezdnica
če jo poznajo pri Oskarjih, pa Grammyjih, ki podeljujejo njihove reklame, pa bom rekel na kakšnem svetovnem prvenstvu tudi za medalje, žal je v lokalnem okolju povsem spregledana. Nadaljujemo z Mitjo Drobežem iz Čemšenika, dolgoletni svetnik, predsednik krajevne skupnosti, zelo velik je naredil. Njegov ključen projekt, ki gre naprej, postavitev stolpa na Čemšeniški planini na najvišji. Mislim, da je zelo veliko se zavzemal tudi za prenovo te cerkve, pa okolice cerkve na Čemšeniku. Ključen je bil v teh pogovorih tudi in mislim, da je prav zaradi tega. Zdaj varna pot, da se cerkev ni spustila v dolino. Sicer bo treba še kar nekaj narediti, da bo zopet bogoslužje v cerkvi, ampak mislim, da smo pa kar nekaj naredili. No, tudi za naslednji mandat si Mitja zadal, da bo ta stolp na Čemšeniški planini postavil. In jaz sem prepričan, da to mu bo uspelo, kajti načrti so že kar v dobri fazi. Mitju sledi Neda Starman-Ržišnik, direktorica Globen Consulta, tudi vodja konjeniškega kluba Vajkat Valvazor, izjemno aktivna tudi znotraj stranke. Pa Aljaž Čop iz Podkoma, na njega dam tudi kar veliko, ker je izjemno aktiven, tako bom rekel, pri fundaciji. Zdaj je bil en ključnih ljudi za organizacijo te dobrodelne akcije, ko jo ravno končujemo. Manj svečk za manj grobov. Manj svečk za manj grobov. Ana Čebin, ki je iz Kisovca, mislim, da je agronomistka, veliko se ukvarja z rastlinami, zelo sposobna punca. Potem pa Matjaž Hriber, en zelo zanimiv fant iz Mlinš, ki mislim, da nismo slišali zadnjo, on bo kar veliko za lokalno skupnost delo. So bila z Boštjanom pri njemu, ima odličen hotel, en prvi, ki sem ga videl, v Panju noter. In ko mi je razlagal, ne bi bilo spanje v tem hotelu enkrat bolj učinkovito kot spanje doma v posteli. Se pa splača izkoristiti. Drži. Laura Pikl, gradbeni tehnik iz Potoške vasi, mlada, zelo nadobudna, je tudi zelo močno sodelovala pri programu. Potem eno izmed kar velikih presenečenj, magister Gregor Brinjevec, nekdanji direktor stanovanjskega podjetja v Zagorju, ki je žal mogoče malo preveč razmišljal s svojo glavo, pa je mogel iti. Tudi en izmed ustanoviteljev Zagorja gre naprej. Mislim, da je človek, ki zelo veliko ve, ima zelo veliko informacij, tudi, bom rekel, lahko še kar precej računamo na njega. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. Mislim, da je ženska, kakršne skoraj da ni med slovenskimi kmeticami, kajti to, da jih uspe več 100 vsako leto združiti, da njihove težave predstavljamo vzven, zelo malo je takih in mislim, da smo lahko ponosni, da jo imamo. Potem pa eno zelo veliko presenečenje, Aleksander Ritter Komba. Mogoče ga ne bi čisto dali v ljudsko stranko, ne? In tudi jaz, rekel, ne sem bil skeptičen, ampak sem rekel, Sandi, ti si človek, ki enostavno drži Zagorje pokonci z svojim izrednim smislom za humor, za satiro. Mogoče je kdaj malo napačno razumljen, ampak vsekakor pa dela in razmišlja in tudi pove tisto, kar si misli. In če bi resnično pogledali tisto, kar Sandi napiše, bi vedeli, da to je dobro za ljudi. Mrskaj je dobro. Včasih ga pa tudi poslušamo, preko kakšne popevke, avtor besedil. Drži, veliko je pri Samu Hriberju, pa veliko besedil je napisal za Čuke, pa še za marsikatera drugega. Petra Glavač iz Podkoma, nekaj časa je tudi delala na občini, sedaj na socialni, izreden čut za socialo in to je prav tisto, kar nam je falilo. Mi v glavnem prihajamo z gospodarstva, ona pa zelo veliko dela z ljudmi, ki imajo druge težave. Jaz sem zelo vesel, da je Petra v naši ekipi. Starosta, Janez Lipec, nekdanji guverner Rotary Slovenije in Makedonija. Pa tudi predsednik izvršnega sveta občine Zagorje, še prej. Še prej, ja. Drži, zelo aktiven bom rekel, tako pri tej hoji, kot pri nordijski hoji. Pa ohranjanje rudarske dediščine. Nekako je prvi začel v teh koncih s svojim društvom Roardi.
šele kasneje se je potem rudarsko-etnološko muzejsko društvo srečno ustanovilo. Drži, pa Latko Korošec ne pozabimo, zelo veliko je naredil in tudi drži se mi zdi ta del zelo po koncu. Zala Rozina, zelo zanimiva Kickboxerka, kandidatka. tako kot Vučko, ne? Drži, mislim, da je celo nekaj časa treniral. Evropska podprvakinja v kickboksu, tako da se znamo tudi kje bolj na trdo prijeti. Malo za hec, no? Ampak ona je tudi veliko tekmovala v glasbenih formah. Drži, pravo, študira študentka zdajle, izreden potencial in izreden tak lep pogled na svet, kot ga potrebujemo. Kristjan Pavlič, še en zelo zanimiv satirik, tako mnogi ga poznate po vodenju, bom rekel, humoristične in satirne oddaje Matkorja Zagorja, ki je dvignila veliko prahu, ampak še vse in jaz mislim, da tudi če je kdaj malo kritičen do kakšnih potez v občini Zagorje, mi potrebujemo malo dinamike. Ampak se je tudi Tilen Artač, ne? Ja. Do predsednika vlade, pa tudi do opozicije. Ne? Pravilno, če si, bom rekel, v satiri, sarkazmu, ne moreš biti samo na eni strani, se tudi kdaj poheca z nas. Ne? Potem imamo seveda Stankota Simončiča, zelo uspešnega predsednika krajevne skupnosti Franc Farčnik, tudi avtomehanik, tudi vodja servisov na volanu v Trbovlje. Mislim, da je človek, ki je zelo ugleden in zelo sposoben. Alen Turanovič, vodja civilne iniciative v Kisovcu, je tudi, se mi zdi, kar veliko potegnil za Kisovec. Potem imamo naše staroste, na koncu Jožefa Kajbiča, nekdanjega predsednika krajevne skupnosti Kotredež, in pa Janeza Skrinjarja, legendo Urbanovca, točno tako. A tudi soustanovitelj Slovenske ljudske stranke. Drži, iz 88. Skupaj z očetom, ne? No, listo pa zaključujete Valentina Kostanjevič, pa Alojz Slavko Jelševar, kot bom rekel, že prej omenjeno, simbolna podpora. Tako da nihče iz liste ni kar en. To so ljudje, ki bodo delali, ki bodo garali in sem prepričan, da bo naredili tudi zelo dober rezultat. Kakšne so pričakovanja obeh? Ja, jaz moram reči, da ta lista me res dviguje in nekako daje veliko upanje v delovanje dobro za ljudi. In tudi vsi ti, ko so na listi, bodo delali za ljudi, razmišljali svojo glavo in ne bodo dopuščali, da bi kakršnekoli neumnosti se dogajale. Je pa tudi res, da moramo v čim večjem številu zapolniti občinski svet in da bomo res, kot je že Primož prej izpostavil, delovali demokratično, če se tako izrazim, glede na sistem, ki je podan. Ja, jaz pričakujem en velik premik, resno. Nič ni narobe, če občinski svet malo bolj demokratičen, tako kot Boštjan omenil. Mislim, da ni nobene... Da nima nekdo absolutne večine. Zakaj bi to bilo? In ljudi mogoče tudi pozivam, ne razmišljati ta stranka, ona stranka, tretja stranka. Na lokalnih volitvah ni strank, ni političnih strank. Gre samo za dobre ljudi, tisti, ki bojo delali, in za one, ko pridejo bolj kot neposenine. Žal je taka situacija. In tisti, ki bojo delali, ko bojo pregledali dokumentacijo, se opravičujem, ampak v našem zagorskem občinskem svetu, če 5 ljudi pregleda gradivo pred občinsko sejo, je veliko. Je kaj ključnih projektov za naslednja 4 obdobja, ki bi jih izpeljali, če bi volivci Zagorjani dali vaši listi večino ali pa veliko občinskih svetnikov, pa mogoče tudi župana? Vsekakor, ja. Ključni projekti. Mi bomo pripeljali veliko novih podjetij v obstoječe industrijske cone. Zgradili bomo obvezno garažno hišo v centru Zagorja, ker stoječi promet je katastrofa. Točno veste, če probate kadarkoli parkirati v Zagorju, enostavno ne morete, ker so mesta zapolnjena. Zelo veliko dela bomo namenili razvoju turizma, kot že prej omenjeno, ampak usmerjeno, tako da bomo zajeli vse ključne točke, od grada Gamberg do Valvazorjeve dediščine, v povezavi z Medijskimi toplicami, ko bodo, če bodo. In jasno, vse skupaj je treba tudi vršiti na zemljevid, da se ve, ne vem, ali Google Earth oziroma Lonely Planet, to so točke, kjer turisti pridejo, pogledajo. In hkrati tudi potrebujemo eno močno infotočko sredi Zagorja.
Veliko se da še narediti na izgradnji kvalitetne infrastrukture na podeželju, o čemer je Boštjan govoril. Enostavno ni pošteno, da nekateri še vedno v občini Zagorje nimajo normalne ceste, vodovoda, pitne vode, še marsikaj drugega, optike, bom rekel, niti klasičnega interneta. To niso veliki stroški, se da narediti. Ali se vklop v ta drugi projekt, recimo zelo dober projekt Pametne vasi, kjer se da potegniti. V glavnem, vsi, ki živijo v občini, morajo imeti enake možnosti razvoja, ne samo tisti, ki živijo v centru. Je še kaj spustil? Ja, mislim, da imamo tudi tole stanovanjsko krizo, bo treba velik poudarek narediti, ker vemo, da Marela je bil en zadnjih blokov, ki je nastal, ne. Je pa tudi tale prostorski plan je treba narediti. Moramo si zareči, kaj bi rad imeli, ne, ker res, koliko se je zdaj delali v teh časih, ni videti, da je kakšen plan bil. Vemo, da Kisoška obvoznica, so pa 2 hiše tam zrasle, da ne more biti, mislim, veliko se govori, ne, stvari se pa čisto drugače Tudi naredijo. meni so se kakšne table postavile, ne, premogel kristal, zagorski biser, ne, pa potem nič od tega, ne, pa stanovanjska bloka na Kidičevi, pa potem tudi nič od tega, ne. Ampak table so pa bile postavljene, ponavadi pred volitvami, ne. To je res žalostno, da prihaja do takšnih zadev in mislim, da je prav, da ljudje bodo tudi na podlagi tega se odločili za nas in mi imamo vizijo, tudi sam kot župan bom vsekakor strmel k temu, da bomo racionalno in pametno šli v te projekte, ki so nujni in lahko rečemo, da se morajo začeti odvijati jutri. Hkrati bodo pa tudi volitve v državni svet. Tu je bilo nekako nenapisano pravilo v Zasavju, da se nekako državni svetniki menjajo, ampak izgledajo stvari malce drugače, ne, kot je bil ta dogovor nekoč sklenjen. Državni svetnik ima veliko možnost vplivati tudi na državne inštitucije, srečuje se z ministri, srečuje se s poslanci in kar se tega tiče, ni skrivnost, da sem jaz nazadnje tudi pomagal Matjažu Švaganu, da je prišel do funkcije državnega sveta prvo, svetnika, potem pa tudi do funkcije podpredsednika državnega sveta. Še vsem morate vedeti, da je Slovenska ljudska stranka najmočnejša politična skupina v državnem svetu in da je on prav za temi glasovi postal podpredsednik. Vse v želji, da bi kot župan lahko kar največ dobrega naredil za občino Zagorje. Ali je to naredil ali ne, mislim, da lahko si vsak sam odgovori. Kakšnih sicer velikih infrastrukturnih projektov ni bilo, če pa bom rekel, vsaj ta denar za kolesarnico oziroma za kolesarsko progo pripeljal, bom rekel, jaz vsaj nekaj. Bi bilo pa prav, da bi ta zadeva cirkulirala, ker sicer se gledamo malo, bom rekel, po strani z sosednjimi občinami. Ne samo zaradi tega, tudi zaradi kakšnega drugega projekta. Veste, in Zasavje je ogromno zgubljalo prav zaradi tega, ker se 3 zasavske občine niso znale skupaj postaviti za projekte in skupaj siliti na državo, da bi imeli. Samo spomnimo se Zasavskega zakona. Koliko se je govorilo o tem? Kar potihnuje. Zakaj? Deli in vladaj. To vejo na državi in žal tega naši župani niso vedeli. Vsak se je igral v svojem peskovniku, ne? Mogoče že prej si omenil tudi projekt družine Jelšovar, pa zdaj se je to razširilo, manj sveza, manj grobov. Danes imaš že nekako tudi številko, saj približno koliko denarja je bilo zbranega v teh predprazničnih dneh. Ja, po tistem, kar imamo podatkov, do danes zjutraj že preko 70 000. To je, bom rekel, konkretno višja številka, kot smo bili vajeni v preteklosti. Jaz sem ganjen in se moram zahvaliti, mogoče vzamem to priložnost, vsem, ki so sodelovali, prvo darovalcem, ki so res pokazali, da zaupajo, da enostavno verjamejo v ta projekt iz humanitarnega vidika in iz okoljevarstvenega vidika. Zahvalil bi se vsem koordinatorjem, ki nam leta in leta enostavno pomagajo, vzame si veliko časa, pa tudi več kot 500 prostovoljcem iz vse Slovenije. To je družinski čas. To je tisti čas, ki bi ga sicer preživeli z družinami. In da nekdo reče, jaz bom prostovoljc, bom šel na mesto, da bom doma
za televizijo, on 3/4, bom šel ven, mogoče bo dež, mogoče bo sneg, mi smo imeli letos srečo, da je bilo sonce, ampak bili smo pa že vse živo. In bom ta čas dal, zato ker verjamem v neko idejo. To so res srčni Humanitarno, ljudje. ekološko idejo, ne? Drži. Ki živi že koliko? Letos je bila 14. Gre naprej, ne? Gremo naprej. Je že odločeno, da bo fundacija Manj sveč za manj grobov sodelovala tudi z Društvom prijateljev mladine Trbovlje oziroma z Zasavskimi humanitarnimi teki? Ja, tudi o tem smo govorili na upravnem odboru. Mislim, da lahko potrdim to, da bomo tudi sodelovali, ker je prav, da tudi še malo razširimo delovanje, ne samo na to fundacijo, ampak tudi še na kakšne druge dobrodelne projekte. Na drugo leto septembra, ne, potem, ne? Tako. Se vidimo, ne? Na teku za osebe z multiplo sklerozo, ne? Štefan, še kakšna beseda za konec? Ja, pozitivno naprej v volitve, pa To je praznik Kaj ne demokracije, ne? tako. Ta dan bo vsak lahko dal svoj glas in odločil, kam bomo strmeli v naprej, oziroma kaj se bo dogajalo v naši prelepi občini. To je to. To je to. Hvala lepa za povabilo, Igor, vsakič posebej. Hvala. Mi je zelo v čast. Ja, hvala. Hvala tudi tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.